Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Ana Kolar. Izjemna ženska, katere življenjska zgodba je preplet navdiha, trdega dela in vztrajnosti. Lepo pozdravljeni, Ana. Dober večer, pozdravljeni. Vaša zgodba o odraščanju je izjemno navdihujoča in hkrati zelo težka. Kako se spominjate svojega otroštva? Več je bilo slabega kot dobrega. Občutki, ki potem tudi ostajajo, nekateri seveda so bili predvsem strah, zasmehovanje, zaničevanje, nisem imela neke zaščite. To se je pač nekako dogajalo doma, kot na vasi, kot v šoli. Tako da, ja, predvsem ti občutki, seveda je bilo pa vmes tudi kar dosti dobrega, ne, kot vsak otrok si najdeš neke svetle točke, ampak ja, dosti je bilo slabega. Se pravi, vaša starša sta bila nepismena, živeli ste precej revno življenje. Vi pa ste že kot otrok nekako iskali tiste smisle na morda drugim čuden način, če lahko tako rečem. Povedali ste mi, da ste veliko časa preživeli kar na smetišču. Ja, mogoče res na drugim čuden način, ampak druga mi niti ni bilo dano, nisem mogla drugače, ne. In kot otrok, ker sem bila radovedna, rada sem raziskovala, in tudi pri nas je bilo tako, da, kot ste rekli, ker smo bili revni, ker ni bilo zadev, stvari, smo pač nekatere stvari tudi šli na smetišče iskat, ne. Zdaj, za mene je bilo tam res, en prostor je bil za mene tam, kjer sem najdla ogromno zadev, brez tega bi bilo moje otroštvo dosti slabše, predvsem sem rada brala, kar sem tam najdla, ne bi imela igrače, ne bi tam kakšne kdaj najdla, tako da, ja, za mene je bilo to nekaj dobrega. Torej, te trenutke opisujete kot trenutke veselja. Kaj pa recimo najbolj posebna stvar, ki ste jo našli na tem smetišču? Je bilo kaj takega? Bile so stvari, ki so bile recimo zelo težke in jih je bilo tudi težko domov spraviti, ampak jaz na to gledala samo, da najdem nekaj dobrega, jaz bom že spravila domov, tudi če je to trajalo ure. Recimo bana je bila ena izmed takih zadev, nenavadnih, ampak jaz sem to želela doma imeti. Pa recimo nek tapison ali itison, ker sem želela pač tla v hiši pokriti s tistim, sem spet težko to domov spravljala. Potem seveda knjige, absolutno, to so bile otroške, bile so potem knjige za srednjo šolo, osnovno, tudi za faks naprej, kuharske knjige, res, tam sem dobila ogromno neke širine, nekega znanja, ko ga tudi drugi otroci mogoče niso imeli. Potem recimo, jaz ne bi nikoli imela drsalk doma, če jih ne bi tam najdla. Nikoli ne bi imela kotalk, smuči, vse to niso bili popolni predmeti, seveda ne. Recimo jaz sem imela drsalke številko 40, nogo pa številko 36, ampak sem se šla pa zvečer, ko ni bilo nikogar na ribnik recimo drsati, ne. Smuči sem imela eno, ne vem, 2-metrsko, 1-metrsko, ampak vsaj imela sem, ne, in kot otroku mi je bilo to zelo zanimivo. Tako da tam res, tudi najlepše zavese v vasi sem imela, tako da ogromno stvari se je najdlo. Kakšen odnos pa ste imeli s svojimi starši? Nekako, morda nista vam znala dati, če lahko rečem, te ljubezni, ki ste si jo želeli, med drugim sva tudi govorili. Nam je samoumevno, da praznujemo rojstni dan, da svojemu otroku pripravimo na veliko, ne vem, balone, torto, vse česar vi niste poznali. Zelo dobro ste rekla, da nista znala. Takrat jaz nisem
razumela, da marsikaj ni zato, ker kaj slabo mislita, ampak pač nista vedela, da z nekaterimi stvarmi tako slabo na mene vplivata, da jaz to tako slabo sprejmem. Rojstni dan, tisto se še takrat tudi ni tako praznovalo. Tako da jaz sem bila že vesela, da je bilo neko boljšo kosilo takrat, ker seveda zaradi pomanjkanja nismo mi imeli neke dobre hrane, ne? Takrat pa je bilo dobro kosilo. Tako da ostale zadeve, kar se njiju tiče, tisti strah, ki sem ga pa doma čutila, pa nista se zavedala, da to tako na mene vpliva. Nista vedela, da jaz kot otrok to sprejemam, ne kot odrasla oseba, tako da nista znala drugače. Ja. Kdaj ste se pa zavedali, da živite nekoliko drugače kot večina sovrstnikov? Morda tisti so hodili na izlete, vi pa ste svoj čas, kot ste v začetku omenili, preživljali kar na smetišču. Ja, jaz sem se zavedala, da živim drugače, predvsem, ker so me zasmehovali, poniževali, postavljali so me različna vprašanja, na katere sem seveda jaz od začetka naivno odgovarjala, potem pa, ko sem videla, da je to samo da me izzivajo, pa se potem norčevali iz tega. Takrat sem pač jaz spoznala, da jaz sem le nekje na robu nekako, to so mi dali vedeti, ampak to sem pač potem poskušala nekako sprejeti, čez to iti. Ja, vedno, tako ste izlete omenila, seveda drugi otroci so imeli normalno sendviče, sabo jaz pač takih zadev nisem imela, tako da tudi čez take zadeve se je čist banalne, ne, to poznalo. Torej, zasmehovanje, bilo je pa še precej hujše, ne, tudi ustrahovanje, celo nekdo vam je želel streči po življenju. Ja, tukaj je ozadje takšno, da najprej je samo oče živel na tisti parceli, kjer se je pač potem še mama mu pridružila. Gor je bila ena takšna res zelo revna osnovna hiška, majhna. In sosed je glede na očetova leta predvideval, da bo lahko on s časom to parcelo dobil v last, ker bila je pa zelo na lepem, lep razgled, sončno. Ker so se mu pa potem plani s tem, ko je že mama prišla, pa potem še jaz, podrli, je sosed nekako želel, da bi se to še vedno spremenilo, no. Saj tudi doma so mi rekli, da tako razmišlja, pa tudi jaz sem čutila, da kadar sem bila v bližini, da sem lahko delala tam neke stvari, ko jih, sploh če zdaj tudi gledam nazaj, ne bi smela delati, ne, ker je bilo nevarno za mene. Pri zgolj 15 letih ste odšli od doma, nekako zbežali pred vso to nevarnosti in pa za željo po boljšem življenju. Predvsem mlada ste si začeli služiti kruh. Ja, jaz sem imela sem neke cilje, želela sem iti v šolo, ampak me seveda zaradi tega, kako smo bili živeli doma, kako se nisem mogla niti za sebe postaviti, je bilo to dano na stran. Niti v šoli ni nikogar zanimalo, kaj bi jaz pravzaprav želela. Meni je pa tudi nekaj pomenilo, da bi si začela, kako ste rekli, služiti kruh, da bi lahko si neke osnovne stvari, katere sem prej pogrešala, kupila. Ampak ni mi bilo to pravzaprav težko. Jaz sem bila na nek način vesela, da sem zaključila takrat z osnovno šolo, ker osnovna šola je seveda, poleg tega, da znanje sem imela rada, meni je šola bila zanimiva. Nisem z tega težko v šolo hodila. Zaradi tega, kako so pa z menoj ravnali, kako nisem bila enako kot ostali obravnavana, nisem se mogla vklopiti med tiste, ko bi se želela, mi je pa tudi bila mučna in mi je bil tudi nek plus, da sem šla iz tega takrat v tistih letih, pa seveda tudi, da sem si zaslužila, pa
pa nekaj za stvari lahko kupila, ja. Ampak kako se sploh znajde 15-letno dekle, na hitro mora odrasti pravzaprav. Kaj ste počeli takrat, s čim ste si služili kruh? Preprosto sem iskala službe, bila sem natakarca, delala sem v parketarni za trakom in ker sem povsod se zavzela za delo, so me imeli radi, mi ni bilo težko, da bi dela ne dobila. Tako da rada sem delala pravzaprav v parketarni, ni bilo nič tako težkega, ne. Ampak nekako sem pa želela, verjetno sem jaz res še na tistem smetišču takrat skozi tiste knjige dobila neko željo po nekem znanju, ker tisto sem jaz sama dosti prebirala, pa bi še rada nadgrajevala to znanje. In tako sem potem s časom dobila občutek, da jaz bi pa raje šla v šolo, da jaz bi pa še vedno želela tisto postati, kar sem se že kot otrok nekje v sebi imela, pa ni me noben vprašal, nobenemu nisem upala povedati, ker kar sem karkoli nakazala že, je bilo tako tiho bodi, ne. Potem sem pa ja bila dosti stara, pri tistih 20-ih, da sem lahko sama na tem nekaj naredila. No, ampak pri teh vaših 20-ih je prišlo tudi do tega, da ste se zaljubili, celo postali mama in nekako potem vso to šolanje, pa še materinstvo, kako pri 20 letih? Ja, ker to nekako je še dodatni razlog, da poskusiš narediti, kar želiš, da bo tudi tvoj otrok imel neko boljša izhodišča. Ker če ne bi šla jaz čez vse to, kar sem potem morala iti, bi pa on moral, ne. In jaz sem mu privoščila, da bo imel boljšo osnovo, pa tudi konec koncev, kakšen vzor mu bi pa bila, če bi jaz mu potem razlagala, nekaj sem hotela, pa nisem, ne. Tako da dodatna motivacija. Verjetno za svojega življenja ste razmišljali predvsem bolj odraslo, ne kot morda nekoliko starejša najstnica. Kaj so tiste stvari, ki ste jih želeli svojemu sinu recimo privzgojiti, mu dati to, česar sami niste imeli? Da lahko postane, kar želi, da lahko pove, kar želi, da ga ni treba biti strah, niti doma, niti v družbi, pa čeprav je to težko, ko sam tako čutiš, naprej prinesti, ampak res sem želela, da bi drugače živel. Kaj pa recimo glede na to, da tudi mama in oče nista imela ravno posebnega tistega ljubeznivega odnosa, sta pač bila mama in oče, vse drugo pa pravzaprav niste poznali. Ste zato toliko bolj hrepeneli potem, da bi bili ljubljeni? Sem, ampak s časom sem spoznala, ker seveda nimaš izbire, da moraš se nase zanesti, da moraš ti v sebi biti trden, da ni tisto, kar ti drugi rečejo, kako te drugi vidijo, da ni tisto realnost, da realnost je to, kar ti čutiš, kaj bi ti želel, da lahko marsikaj narediš, če se odločiš, če za to nekaj konkretno narediš, ne. Vi tega izobraževanja, ker niste imeli dovolj, še ste želeli preseči vse svoje morda neke omejitve. Zakaj vse ste se izšolali pravzaprav? Kaj počnete danes? Ja, jaz sem, ker sem si sama tudi plačevala šolo, razen en letnik je potem mi Zavod za zaposlovanje plačal, sem tudi želela čim prej to šolanje zaključiti, pa tudi, ker rada sem nabirala to znanje in tako sem srednjo ekonomsko šolo 4-letno v 3 letih zaključila. Profesorje sem od začetka morala kar prepričevati, da se bom naredila, samo možnost mi naj dajo. Potem, ko so pa videli, da jaz dejansko od zadaj veliko delam, da z dobrimi ocenami to naredim, je pa šlo, so tudi oni to želeli mi pomagati. Ja, potem sem šla še naprej, kar naenkrat sem se znajdla pred tem, jaz šele grem pa na faks, ne.
in sem se tudi vpisala na EPF v Mariboru. Ja, potem pa služba, pravzaprav praksa, ampak vse skozi sem jaz vse nekako čutila, da bi želela za sebe delati. Ker jaz karkoli sem že delala, se tudi iz izobraževanja že vidi, pa tudi kjerkoli sem delala, jaz sem želela dati celo sebe v to. Meni ni bilo ura samo tisto, kar ti rečejo, takšna pač sem, bolj na to imam priložnost delati, imam priložnost tisto, kar mi rečejo, narediti čim boljše in sem vedno tako delala. In potem, seveda, čas ni nikoli pravi, če boš na to gledal, sem se pač enkrat dejansko spet kar odločila in sem šla registrirati SP. Malo sem že prej seveda vedela, kaj, ker nisem imela nobenih sredstev za sabo, ničesar, sem kar to priložnost, da, ko sem sama iskala, kje bi lahko najdla pomoč za to, da začnem na svoje, pa jo nisem najdla in pravzaprav ni bilo nekega ali podjetja ali nekoga, ki bi mi znal tukaj svetovati, vedno so me kar od vrat do vrat pošiljali, zakla, no bom pa to jaz delala, ne. Zdaj, veliko krat, ko se nekdo želi podati na podjetniško pot samostojno, ima nekaj zadržke, morda tista fiksna služba, fiksna plača, nekako večji občutek varnosti. Bi rekli, da ravno zaradi svojega življenja, ker ste vedno malo imeli, skromno živeli, šli čez marsikatero težko preizkušnjo, ste imeli več poguma, ravno to, kar morda veliko ljudi nima. Jaz sem se mogla na določeni točki že tam v najstništvu odločiti, ali bom pozitivna, ali bom šla nekako kar naprej, ali pa bom ostala tam, kjer sem. In če sem se že odločila za pozitivne korake, sem potem tudi nekako predtem tako gledala, da moram narediti korak naprej, ker leta gredo naprej, sredstev nikoli ne bom imela, ker pač tako kot sem živela, pač nimam poznanstev, nimam sredstev. Je pa res, da sem pri tem gledala, da ne smem iti v nekaj takega, kar bo neke velike stroške za sabo potegnalo, da začnem nekaj, kar bom lahko sama na začetku, pa delal bom pa že vložila, kolikor bo pač potrebno, ne. Uspelo vam je, praktično danes ste uspešna podjetnica, vodite svoje podjetje tako, kot ste si zadali, seboj imate tudi nekaj zaposlenih, kako ponosni ste danes nase? Joj. Pravzaprav jaz jemljem to kot nekaj normalnega, kot neka služba, mi smo ekipa, niti nisem ponosna, če tako gledam. Kako pomembna pa je za vas osebnostna rast, recimo, če se zdaj podjetništva dotakneva? Ja, sigurno, da vpliva moje otroštvo, moja zgodovina pač na to tudi, kako delujemo kot podjetje. Sigurno drži, da zelo cenimo vsako stranko, ki nam da priložnost. Tako da tudi trdo delamo, meni ni težava ponoči delati, kadar je potrebno. Mislim, da cela ekipa, 15 je zaposlenih, res damo vse od sebe, da upravičimo zaupanje stranke. Hkrati pa mi tudi ves čas, zdaj že 17. leto smo v tem, poskušamo pomagati tistim, ki ali začenjajo. Imeli smo tudi natečaje za nove ideje, za mlade, ki bi jim pomagali neko idejo realizirati. Sodelujemo z Ekoskladom, tam smo pooblaščeni koordinatorji za zmanjšanje energetske revščine. Tako da mislim, da se še vedno nekako prepleta
naše zdajšnje delo, pa tudi, bom rekla, tisti karakter našega podjetja, s tem, kako jaz sama gledam na stvari, sigurno, da se pozna to v našem podjetju. No, ampak kakšen po vašem mnenju mora biti uspešen vodja, če želi uspešno peljati torej svoje podjetje in nenazadnje poskrbeti, da so njegovi zaposleni prav tako srečni? Jaz lahko pač seveda samo zase povem in mislim, da seveda se vsak dan učiš, poskušaš bolje, ampak mislim, da v vseh letih, kar je že tudi dokaz, da smo ostali, da pa le neke zadeve delamo prav, mi delujemo kot ekipa. Pri nam ni neke hierarhije, ker vsak neko svoje znanje prinese, delo si delimo, tudi poskušamo čim bolj razumeti en drugega, si dati prosti čas tudi izven tega, kar pač je zakonsko, torej dan dopusta več ni težava, ura manj ni težava, ker pač poskušam gledati na vse to nekako življenjsko. Pa mislim, da glede na to, da naši zaposleni, tisti, ki se v tem prepoznajo, ostajajo potem po več let v podjetju. Seveda pri nas se neke kariere ne da delati, ker smo le manjši, ampak mislim, da ja, na ta način delujemo. Uspešno. Tako. Ana, če bi se sedaj vrnili v tisti čas, ko ste bili tista deklica na smetišču med kupom smeti, ki je bila prestrašena, ponižana, večkrat zasmehovana, kaj bi sporočili tisti deklici danes? Pomiriti bi jo želela, verjetno bi želela objeti, ampak ne bi pustila ta deklica, da sploh jo kdo objame, bežala bi, ampak želela bi jo pomiriti, želela bi povedati, da bo šlo vse dobro, da naj se ne boji toliko, da bo sama ostala, da naj ne jemlje tako si k srcu besed, niti doma, niti v šoli, niti okolice, da naj bo sama bolj trdna. Zdi se mi prav, da se dotaknem še enega poglavja v vašem življenju, na katerega ste ponosni, to je, da ste danes mama kar 3 sinovom. Ja, sigurno, da otroci, družina, sploh zato, ker sem jaz čutila, kako je, če si sam, pa to, da vem, da lahko marsikaj dam otrocim svojim, da to mi največ pomeni. Otroci imajo zdaj, saj upam, da tudi sami tako gledajo, neko dobro osnovo, da lahko postanejo, kar želijo. Jaz jih spodbujam, najstarejši sin tudi dela že v podjetju, upam, da bo tudi naprej želel v tej smeri. Na začetku sicer ni in sem ga tudi pustila, naj kar želi, pač dela. Tako da, ja, res je na družino, na otroke, sem pa ponosna, sigurno, da je to nekaj najboljšega. In naj bo to na tem mestu nasvet vsem tistim mladim, ki morda prihajajo iz težavnih okolij, ki jih skrbi za svojo prihodnost, ne upajo sanjati, da bo nekoč boljše. Vse se da, vaša zgodba je dokaz za to, samo verjeti je potrebno vase in vsi upati biti malo drzni. Ja, tako je. Drži. Najlepša hvala, Ana, ker ste delili svojo zgodbo z nami. Veliko uspehov še naprej. Hvala lepa vam za povabilo. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BK TV.